Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o imunskem sistemu. Dejstvo je, da ta je ključen pri tem, kako se bomo počutili oziroma kako hitro se bomo sestavili, če nas karkoli doleti. Vemo, da danes se veliko govori o raznih virusih in verjamem, da marsikdo ga zgrabi strah, ko pomisli samo na to, kaj bi se lahko zgodilo. Tako da, prav zaradi tega sem se odločila, da posnamem tale video, da mogoče ni tako vse črno, ko mogoče izgleda na prvo žogo, in druga stvar, obstajajo rešitve. Tako da jaz bom zdaj obrnila kamero, zato da vam bom lažje predstavila vse skupaj, ker vizualno je lažje razumeti. Ko bomo šli zdaj skupaj skozi predstavitev, v glavnem, glejte, imunski sistem odgovarja na več stvari. In dejstvo je, da osiromašena prehrana, kajenje, premalo gibanja, stres vodi v kup težav. Dejstvo je, ko začne padati imunski sistem, in zdaj, če gledamo vsemu temu, je skupni imunski sistem tiha vnetja na celični bazi, ga pa netijo oziroma slabijo imunski sistem. Zdaj, kaj mi lahko naredimo vsak dan za svoje dobro počutje? Poglejte, prva stvar, moramo razumeti, kaj se dogaja na celični bazi. Na celični bazi v bistvu nastajajo prosti radikali, ki poškodujejo celico in oslabijo imunski sistem. Se pravi, najprej moramo pogledati, kaj slabi imunski sistem, potem bomo pa pogledali, kako krepimo imunski sistem. Se pravi, prosti radikali so okrog nas, se jim ne moramo izogniti, in prosti radikali, da si lažje predstavljate, recimo, če imate v službi kakšnega človeka, ki neprestano skače v glavo drugim ljudem. Dejstvo je, da taki ljudje so prosti radikali. Dejstvo je, da pogosto so taki ljudje poročeni z nekom, ki jih umirja, no to so pa antioksidanti. Zdaj pa spet bom obrnila, da boste pogledali, kaj se dogaja na celični bazi. Poglejte, prosti radikal pač dela težave, škodo na celični membrani. Tukaj so pa antioksidanti in dejansko umiri ta prosti radikal. Zdaj, proste radikale povzroča in sevanje, ultravijolična svetloba, že sama presnova v celici, potem razna vnetja, potem sama presnova v celicah, onesnažen zrak, ultravijolično sevanje, kajenje, in vse to skupaj povzroča težave na našem imunskem sistemu. No, in ta naš obrambni sistem je pa odgovoren za to, da pač poskrbi, da se obrani pred tem napadom, in v glavnem, mi ga bomo zdaj pogledali, kako poskrbeti za sam imunski sistem. Sam imunski sistem odgovarja na dva ključna zadeva. Prva zadeva je, mi moramo zmanjšati oksidacijo, in druga stvar, moramo zmanjšati vnetja. In tukaj sta dve ključni zadevi, ki sta pomembni za to, da to dvoje rešimo. In prva je omega 3. Omega 3 je potrebna zato, ker dviguje, zmanjšuje vnetja in deluje na to, da se stanje na celični bazi začne umirjati. Kako veste, da imate vnetja? Vnetja so, če vas bolijo sklepi, če vas boli glava, če imate težave z očmi. Homocistein, ki je v bistvu snov, ki neti vnetja, kaže v bistvu, kako veste, ali imate padec imunskega sistema, rak, pojav avtoimunih bolezni, lahko so to kronične bolečine v mišicah, lahko so to razraščanje materničnega tkiva v notranje votline. Vse to je povezano s tihimi vnetji na celični bazi. Tukaj pomaga omega 3. Pač najte si dober vir omega 3. Jaz vam predlagam sigurno omega 3+, to je od podjetja Neolife. Jaz tukaj delam zdaj že 27 let. In v 27 letih, verjemite mi, da sem preizkusila vse. Dejstvo je, da sama to uporabljam, in omega 3+, v čem je razlika med ostalimi omegami 3? Omega 3+ ima noter 8 različnih maščobnih kislin omega 3. To so izvlečki iz skuše, tune in čunov, v glavnem in lososa, in delujejo na to, da se zmanjšajo vnetja na celični bazi. Druga zadeva so pa antioksidanti. Poglejte, oksidacija je pa tista, ki povzroča staranje. In antioksidanti so pa barvila iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja.
To so barvila, ki jih lahko s hrano vnesemo v telo. In vemo, da bi mogli ogromne količine antioksidantov uživati, ampak dejstvo je, da ogromno ljudi ne zaužije zadostne količine niti sadja, niti zelenjave. In predvsem zelenjava je močnejša z antioksidanti kot sadje. No, izmed antioksidantov v sadju bi pa rada izpostavila grenivke in limone. To dvoje je tako polno z antioksidanti, dejansko bi mogli to uporabljati na dnevni bazi, čim večje količine tega, ampak sploh zdaj, ko je padec imunskega sistema, zato je tako zelo pomembno, da pač uporabljamo čim več tega. Spet vam bi rada predstavila dopolnila, ki pomagajo pri tem, antioksidanti. In sicer, poglejte, če pogledamo, rdeča barvila iz korenja, paprike, paradižnika delujejo na maščobni del celice. Vijolična barvila, flavonoidi, delujejo na vodni del celice in zelena barvila, križnice, delujejo na celično jedro. In zdaj vam bom pokazala, kaj je sploh to, kar res sama uporabljam in res malo govorim o tem, ampak zdaj pa mogoče čas, da več začnem govoriti o tem, ker dejstvo je, da na pohodu so razni virusi in tukaj bo odločal naš imunski sistem, kam bo šlo naše zdravje. Ta prvi je karotenoid kompleks. Glejte, karotenoid kompleks na eno kapsulo pride približno 1,5 kg korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, na eno škatlico, kjer je 90 takih kapsul, pride okrog 125 kg izvlečkov iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja in v glavnem vse te rdeče, oranžne zadeve oziroma zelenjave, ki deluje na celično membrano. Celična membrana je prva, ki je potrebna, da je zaščitena, da ni poškodovana, in rdeča barvila zaščitijo celično membrano. In tukaj je podjetje Neolife že leta nazaj dovolilo ameriškemu ministrstvu za kmetijstvo in oni so v bistvu naredili neodvisno raziskavo. V 3 tednih so medicinske sestre, prostovoljke, prišle oziroma so preizkušali njihovo moč imunskega sistema. Najprej so prve 3 tedne uživale samo sadje in zelenjavo in so merili imunski sistem. Naslednje 3 tedne niso uporabljale nobenega sadja in zelenjave in naslednje 3 tedne 3 kapsule karotenoid kompleksa. Rešitev je bila ta, rezultat, da v 3 tednih se jim je imunski sistem dvignil za 37%, za 44% se je dvignila naravna oziroma oksidacija se je zmanjšala in za 20% so se povečale celice, T celice v krvi, ki požirajo rakaste celice. Tako da v glavnem, karotenoid kompleks je tista zadeva, ki deluje na dvig imunskega sistema. No, to smo rekli rdeča barvila. Druga stvar so vijolična barvila in to so vijolična barvila iz borovnic, brusnic, robidnic. To je flavonoid kompleks. Flavonoid kompleks za 90% upočasni rast rakastih celic. Zgledajo takole kapsule oziroma zgoščenke, stisnenke, ki delujejo na to, da se ukrepi naš imunski sistem od znotraj, deluje na vodni del našega telesa. Flavonoid kompleks deluje kot naravni aspirin, čisti kri, čisti limfo in deluje na to, da, ker grejo hitreje strupi iz telesa, deluje na to, da se pač koža pomladi, da bolj zgledate, da imate več energije in predvsem vodni del telesa čisti ledvica, mehur in deluje tudi proti vnetjem mehurja in ledvic. No, to je flavonoid kompleks, vijolična barvila in potem imamo tukaj še dopolnilo zelenih barvil, to so pa križnice, brokoli, cvetače, zelje, repa, koleraba, to pa deluje na celično jedro in dobesedno pobere ven vse tiste zadeve, ki mogoče motijo delovanje celice. Sem spadajo tudi težke kovine, sem spadajo recimo aluminij, živo srebro, ki ne spada v našo celico in v glavnem na podlagi teh zelenih barvil, to se stvori snov sulforafan oziroma vsebuje snov sulforafan, ki deluje kot lebdeč papir in nase dobesedno prilepi vse, kar ne sodi v vašo celico in gre ven. Seveda priporočam, uživajte čim več
vijoličnega, rdečega, zelenega, uporabljajte zelenjavo, ampak včasih, ko pade imunski sistem, je pač treba nekaj narediti in podkrepiti imunski sistem tudi z naravnimi prehranskimi dopolnili. No in zdaj, če gremo nazaj na tole predstavitev, da vam zdaj še to pokažem, poglejte naprej, seveda uporabljajte čim več tega sadja, ki spominja na celico, borovnice, grozdje, rdeče grozdje, potem jagode akaj, granatno jabolko in seveda pametno je tudi uporabljati C-vitamin, seveda v naravni obliki, lahko pa tudi kot prehransko dopolnilo in po drugi strani v maščobi topni antioksidanti, to sem že rekla, karotenoid, in lahko uporabljate tudi E-vitamin. No in zdaj vam bi še te dva rada pokazala, se pravi C-vitamin, kako ga jaz uporabljam. C-vitamin deluje na imunski sistem in ko meni začne padati imunski sistem, vzamem tole tabletko C-vitamina in jo enostavno dam na notranjo stran lic, takole, in pustim, da se počasi topi in preko sluznice gre v moje telo in deluje na dvig imunskega sistema. Naslednja stvar je tukaj še E-vitamin. E-vitamin je pa tisti, ki deluje tudi na maščobni del celice. E-vitamin pa dodaja kisik v pljuča, v možgane, v celice. E-vitamin, kdaj ga priporočam? Kdor ima pljučnico, kdor ima težave s pljuči, kdor ima težave z dihali, kdor težko diha, kdor ima slabo prekrvavitev, tudi slabo koncentracijo, E-vitamin je zakon za ženske težave, ker deluje na prekrvavitev, tudi maternice, zmanjšuje vročinske oblive in za moške deluje na moško spolno moč. To je antioksidant, ki pospešuje obnovo in mladost. No pa če gremo nazaj na tole predstavitev tukaj, poglejte, kaj je zdaj tukaj, kar je pomembno. C-vitamin skupaj s silicijem, ki ga pa dobimo največ v trdi zelenjavi, tvorita vezna tkiva, dejansko spodbuja vso obnovo v našem telesu in zaradi tega, ker spodbuja obnovo v našem telesu, se mi počutimo boljše, bolj energični in tudi nenazadnje imunski sistem ga je treba zgraditi iz nečesa. No, tukaj je v C-vitaminu več napisan, se pravi, ne samo, da je za imunski sistem, ampak deluje na kolagen, na lepo kožo, tvori na strukturo kože, strukturo kosti, sklepov, tvori hormon sreče, pomaga pri hujšanju, dobesedno deluje na ožig, potem deluje, odpravlja rdečico na licih in v glavnem predvsem deluje proti holesterolu in tudi proti pritisku. To je C-vitamin. Potem, če gremo naprej, to je karotenoid, o katerem sem ravnokar govorila. Karotenoid, kot vidite, dviga imunski sistem za 37% in pospešuje obnovo. To je vse, kar je v rdečem, oranžnem sadju, tudi v špinaču vsebuje karotenoidne snovi. Špinača vsebuje tudi alfa-lipoično kislino, ki obnavlja možgane, tako da res uporabljamo čim več tega, kar deluje na to, da se obnavlja naše telo. No in zdaj E-vitamin, glejte, na tem sem absolutno navdušena. Krepi srce, ožilje, pospešuje prekrvavitev, pomaga pri odpravi mozoljev, pomaga pri laseh, deluje na prožnost celičnih sten, izboljšuje koncentracijo, pomaga pri bronhitisu, senenem nahodu, astmi, boleče menstruacije, težave v meni, moško spolno moč, ženski in moški plodnosti, v glavnem jim preprečuje splave. Tako da v glavnem, če pogledamo, antioksidanti so ključni za naše dobro počutje, zato uporabljajte te zadeve. Najte si mogoče zmrznjen bezeg, kuhajte čaj iz bezga in poleg tega uporabljajte zelišča. To sem opisala v tej knjigi, Ko ima življenje žur. Rada vam bi predstavila prav ključne antioksidante. Zdaj, kje sem jaz najdla te podatke? Od Sanje Lončar, Ščepec rešitve. Noter so antioksidativne lastnosti najbolj pomembnih zelišč. No, veste, kaj je najmočnejše zelišče za dvig imunskega sistema? To so mleti klinčki. Lahko tudi s klinčkov kuhate čaj. Veste, da klinčki delujejo proti glistam, tako da tistih, če imate sum na kakšne notranje zajedavce, čaj iz klinčkov počisti vse. Potem mlet cimet, dodajajte žličko cimeta v smuti, potem origano,
Kurkuma. Predlagam vam, da uporabljate smuti in dajte za osnovo vodo, potem dajte skuto, potem pa dodajte noter žličko cimeta, žličko kurkume, potem dodate žličko mletih klinčkov in v glavnem dodate zraven lahko še majčken kakšnega vanilijevega šejka, lahko dodate zraven recimo pol banane za okus, da vam usta ne potegne skupaj. Boste videli, kako dobro se boste počutili in predvsem, kako veliko energije boste imeli. In poleg tega dodajte noter, zdaj bom pa spet obrnila kamero, borovnice ali črni ribez, ali rdeče grozdje, ali ameriške borovnice, grozdje, brusnice. V glavnem vse to najdete, ali pa granatne jabolko, to so najmočnejši antioksidanti, kar jih je, zato ker potrebuje naše telo čim več tega, da se ukrepi, da se lahko potem imunski sistem naprej bori. No, potem za tiste, ki imate probleme s pljuči, Betagard je ena taka kombinacija, lejte, imate noter karotenoid, E-vitamin, C-vitamin, selen skupaj z C-vitaminom in E-vitaminom viša imunski sistem, ključni B-vitamini, ki gradijo imunski sistem, krom, jod in cink. Cink sam po sebi je ključen za imunski sistem. Tako da v glavnem za tiste, ki imate težave z imunskim sistemom, dajte si pomagati z naravnimi prehranskimi dopolnili, drugače pa ja, uporabljajte čim več tega naravnega, svežega in boste videli čim več sadja in zelenjave, da se vaš imunski sistem okrepi. In seveda, pomembno za popravilo poškodovane DNK, potrebujemo nujno B-vitamini. B-vitamini gradijo imunski sistem, B-vitamini popravljajo škodo v telesu in predvsem rabimo tudi minerale, kot sem prej rekla, cink je ključen, da gradi imunski sistem. Zdaj, kje dobimo cinka? Največ cinka je ogromno v gobah drugače. No, omega-3 sem že prej rekla besedo, v glavnem omega-3 deluje na to, da se zgradi tudi imunski sistem, proti tihim vnetjem deluje na imunski sistem, na živčni sistem, na možgane, deluje protivnetno v celem telesu in predvsem deluje na proizvodnjo hormonov, zato ker omega-3 vsebuje predstopno hormonov, v glavnem tako imenovane ekozanoide, in to so predstopna hormonov. Hormoni pa nenazadnje nas lahko zrušijo, da se počutimo čisto na dnu, ali pa nas zgradijo in se počutimo res dobro. No, potem pa zdaj, če pogledamo naprej pri imunskem sistemu, se pa moramo zavedati, kje je sedež imunskega sistema. Glejte, kje je sedež imunskega sistema? Tukaj timus, tukaj zadaj. Tik za prstni se nahaja drobna žleza imenovana timus in timus odreagira na naša čustva. In v tej knjigi, glejte, to je knjiga iz leta 1887, piše zgodba, kako se je par nalezel raka od sosede. In prideta vsa prestrašena k župniku Knajpu in kako sta ona dva zbolela za rakom. In on jima je dal, piše, galunova voda, to je nekaj podobnega kot danes fiziološka raztopina, in dal jima je recept, kako kuhata alojo. In one dva sta se zelo hitro pozdravila. Komentar od spodaj pa je: ne moreš verjeti, kako hitro se naleze bolezni, kdor se je boji. In prav sedež strahu je tudi v tem predelu, strah, da ne bom zbolela, joj, če me zadane ta nov virus, joj. To slabi imunski sistem. Imunski sistem pa po drugi strani krepi vera, zaupanje, radost, odpuščanje, ker vse to, ta čustva, so točno tukaj, kjer je sedež naše duše. Zato je tako pomembno, da pozitivno razmišljamo, da verjamemo v to, tudi če zbolimo, se bomo pozdravili, mogoče nas bolezen samo uči, da se moramo majčkeno bolj imeti radi, da sebe postavimo na prvo mesto in dejansko, ko začnemo govoriti sami sebi in svojemu imunskemu sistemu, meni je moč, jaz sem moč, moj imunski sistem je zmožen mene pozdraviti. Zaupam sebi, zaupam v proces, takrat se vse zgodi. No, to je zdaj ena zadeva, tukaj je sedež imunskega sistema. Kje se še nahaja imunski sistem? Imunski sistem se nahaja tik pod sluznico črevesja. Seveda je zdaj treba še črevesje okrepiti. S čim? Z dobrimi probiotiki, s ciljno dostavo do črevesja. Poglejte,
Pomembno je, da pridejo probiotiki dejansko do črevesja, ker stimulirajo proizvodnjo dobrih bakterij, in ko stimulirajo proizvodnjo dobrih bakterij, se okrepi imunski sistem. To je za stimulacijo in takrat, ko je pa treba gasiti, pa lahko vzamemo česnove tablete ali tudi naraven česen, da se razumemo, tudi čebulo, tudi por, ta pa že gasi in vpliva na to, da pomori vse tisto, kar ne spada v vaše telo. Tudi glivice, bacile, tudi kakšne zajedavce, tudi gliste, ne nazadnje tudi notranji zajedavci ne krepijo, ampak oziroma slabijo naš imunski sistem. Zato je tako pomembno, poskrbite celostno za svoje zdravje, poskrbite za sebe, imejte se radi in boste videli, ni se vam treba bati, da bi zboleli, kar dejstvo je, da zboli največ tistih ljudi, ki so prestrašeni. Zato se ne pustite strahu, vaš imunski sistem je dovolj močen, da vas lahko pozdravi. Začnite delati nekaj v tej smeri, če vas je strah, počistite strah, če čutite, da niste dovolj močni, okrepite imunski sistem, če pa se že zgodi karkoli z vašim imunskim sistemom, pogasite s česnom, s probiotikom in takrat dvojne, trojne doze antioksidantov in boste videli, kako se boste dobro počutili. Zdaj pa še povabilo. Tisti, ki ste pogledali tale video do konca in če mi napišete pri naročilu, da ste gledali video, vam seveda v štartu priznam 10% popust. To je moje darilo vam, ki me redno spremljate in dejansko želim vam pomagati do vašega zdravja. Lepo se imejte in predvsem imejte sebe radi.